Res iz srca zahvalila vsem, ki ste si danes vzeli čas in smo tukaj v soboto na 21. na enakonoči, najdaljša noč je danes, ne? Ja, dobro. Začetek zime, ja, tako. Pa je nek tak poseben energetski dan, tudi Elena nam je naročila, da ne bi na današnji dan si želeli neke želje za naslednje leto, če se jaz prav spomnim z naše delavnice, je tako, a ne? In sem res vesela, ker smo danes skupaj in hvala še enkrat vsem, da ste prišli, da ste si vzeli čas in verjamem, da bomo imeli lep večer. Hvala. Tako da bi pa povedala, zakaj je zdaj ta trenutek tukaj Tanja z mano. Tanja nam je pripravila, je klicala in je rekla, vam jaz lahko pripravim kakšen tak posladek za to vašo prireditev. Pa sem rekla, Tanja, najlepša hvala in zato je danes z nami, da se bomo po koncu majčkeno še brbončice preizkušala. Je tako, daj povej, kdo si pa, od kje prihajaš, pa kaj bomo imeli? Okay. Dobar dan, lep večer, sem skupaj, mene res veseli, da vas vidim. Tanja iz Ljubljane, imam blagovno znamko Biovej in pač pod njo tekstilko delam svoje lastno blagovno znamko, se pravi namaze, tako da v bistvu boste danes probali namaze. In na koncu, to bojo kot kanapejčki, grižljajčki, na koncu bo pa odlična sledica, ki jo vsi hvalijo. Tisti, ki ste ljubitelji kokosa pa čokolade, boste prišli na svoj račun, pamti. Tako. Lep večer vam želim. Hvala, Tanja, hvala. Hvala, res, hvala. No, moram pa povedati, da me je poklicala tudi Nuša Lenasi in je pripravila za to rojstvo knjige, ona rekla, za to rojstvo tvojega dojenčka. Poglejte tamle celo zgodbo. In zdaj, Nuša, ne vem, a bi ti z nami sam v kakšnem stavku podelila, kaj si pripravila? Ja. Vse skupaj se je najbolj začelo tako, da si doživela en kup izkušenj z različnimi ljudmi, kar se tiče partnerstva, ali mislim, ne, da si imela ti to partnerjo, ampak sodelovala pri marsikateri zvezi in tudi, da si poslušala marsikatero zgodbo. Istočasno sem imela pa sama veliko razmišljanj na to temo in v nekem trenutku si dobila idejo, da vsa ta doživetja in izkušnje združiš v neko zgodbo, ki se je rodila na današnji dan. Ja. Tukaj sem pa naredila simbol 10 korakov in sicer lahko bi temu rekli, ptički se ženijo in na tej strani je dama, ki je prehodila sama svojih 5 korakov in gospod, ki je tudi prehodil sam svojih prvih 5 korakov, naslednjih 5 sta naredila pa skupaj in združila svojo zgodbo v darove, ki jih lahko da samo partnerstvo. Hvala, Nuša, hvala ti, hvala. Moram samo tako povedati, no, da Nuša, ko me je poklicala in povedala cel ta koncept, kako si zamislila, da sem res ostala brez besed in tako rekla je, no, da je si želela to podeliti z mano in z vami vsemi in mogoče, če bi kdo še kakšno tako zgodbo za svoje, ne vem, karkoli, no, ali privat, kakšno zgodbo tako rad predstavil, verjamem, no, da Nuša bo lahko pri tem tudi kako sodelovala. Tako da res, Nuša, hvala ti še enkrat iz srca. Hvala.
Tako da jaz pa predlagam, no, da začnemo s tem našim dogodkom. Gospod Janez se je danes odločil, da nas bo posnel. Jaz sem ga prosila, če lahko snema vse ostale bolj s hrbta, tako da bomo v medijih vseh, a ne možnih. Hvala, Janez, hvala vam res za čas. In pa po koncu te predstavitve, ne bo prav dolga, se bomo pa zunaj oziroma tukaj tudi notri še malo podružili, ker se mi zdi bistvo tega današnjega srečanja, predvsem to, no, da se družimo, da mogoče kakšno mnenje izmenjamo, predvsem, da se imamo lepo, glede na te dogodke, ki se dogajajo te dni, mogoče pošljamo mogoče malo pozitivne energije, upanja v ta svet, da le mogoče ni vse tako zelo črno, kot ta trenutek zgleda. Tako da kar začnimo z današnjim srečanjem. Hvala vam, moram pa povedati, da če se majčkeno ozrete okrog, sicer nekaj gospodov se je opogumno in jih je prišlo, a ne, tako da nekaj par jih je, drugače so same gospe in ja, nič, no, neka energija se mečkan, se malo še vse dogaja. Tako da hvala še enkrat. Zdaj pa res lahko začnemo. Naslov oziroma današnje srečanje je namenjeno predstavitvi te moje nove knjige 10 korakov do gospoda pravega. Čisto kratko bi povedala, kako je ta zgodba nastajala, ker je že Nuša nekaj začela, no, in še enkrat vam hvala, ker ste tukaj. Predvsem še enkrat bi poudarila, da si želim, da se imamo danes lepo, da se povežemo srci, ne zigi, da verjamem, da ima vsak med vami svojo zgodbo, ki je prav tako pomembna za njega in čakam, da mogoče še kakšna knjigica z vaše strani pride na dan. In kot piše v tem zadnjem stavku, da so zagotovo vse zgodbe enako zanimive, ene so že zapisane, druge še ne. Kot je že tudi Nuša rekla, zagotovo se ni začelo s to knjigo, ampak se je začelo že davno pred letom 2024 in mogoče, če kdo spremlja, kaj počnem in s čim se ukvarjam, sem napisala do tega trenutka 3 knjigice, 3 priročnike, ampak zanimivo je, da so se vse te 3 končale z vprašajem. Naslov se je končal z vprašajem. In sicer sem to res jaz, vprašaj v 3 mesecih do gospoda pravega, vprašaj in si upaš reči ne, vprašaj. Te knjige sem pisala z vprašajem, ker se mi zdi, da nikoli ni čist tako, kot zgleda, kot je videti, da je vedno več poti. In se mi je zdelo, kot da nekega odgovora nisem imela. Zdaj bom pa rekla, zdaj sem pa pogruntala recept. Hecam se. Ampak je bilo pa zanimivo, no, da se veste, nekako mi obračamo, življenje se obrne majčkeno po svoje in teorija je nekaj, praksa je pa nekaj drugega. Ne? Tako da tudi, če bom rekla danes, da mogoče imam eno od možnih rešitev za vse tiste, ki si želijo najti partnerja in te koraki so res napisani v knjigi, še vseeno se je treba zavedati, no, da tisto, kar piše, lažje je napisati, kot to živeti, kar pa verjamem, da večina med nami živi. Dotaknila bi se ene raziskave, ki jo verjamem, mogoče že poznate in sicer ta raziskava traja že več kot 86 let. Delana je bila na Harvardu oziroma začeli so na Harvardu od leta 1938, se je začela in raziskovali so, zakaj, se pravi ob koncu življenja, kaj je tisto, kar dela ljudi srečne. Ob vstopu v to raziskavo so seveda te mlade vprašali, kaj je v življenju pomembno. In odgovori so bili zelo, zelo drugačni, kot so bili na koncu, pač čez kar nekaj leta. Ne. In sicer, da kako so v bistvu dobri odnosi, kako so ključni za srečo in zdravje posameznika. Da se tega veliko premalo zavedamo, ne samo količina odnosov, ampak predvsem kvaliteta teh odnosov, ki jih živimo. Tako da tukaj sem jih želela zato omeniti, ker veste, da je partnerski odnos v bistvu najbližji, najintimnejši odnos, v katerem živimo. Nekateri od
jaz rečem tudi, imajo mogoče srečo in veliko drugih dejavnikov je vključenih, pa potem mogoče celo do konca svojega življenja. Nekateri drugi mogoče te sreče, te volje, te potrpežljivosti, te vztrajnosti nimamo in mogoče menjamo partnerje oziroma iščemo tistega gospoda pravega, ampak srečne nas pa v resnici delajo dobri odnosi, tako partnerski, tukaj je zapisano, kot vsi naši bližnji odnosi, v katerih živimo. Ne tega pozabiti, zaradi tega, ker se mi zdi, da prevečkrat na to pozabimo in pristajamo na marsikaj. Tako da lahko še ta zadnji trenutni vodja te raziskave je dr. Robert Waldinger, ima tudi kar več tekstov objavljenih na internetu, tako da si mogoče lahko tudi malo o tem pogledate, preberete. Kje pa je zdaj ta moj gospod pravi? Če mogoče veste, če ste mogoče videli, smo imeli prejšnjo soboto zame in sem jaz rekla, da sem končno najdla mojega gospoda popolnega, ne. Tako da, če si ga malo gledate, v bistvu nima oči, nič ne vidi, nima ust, ne more kaj dosti povedati, ušesa so tudi bolj skrita, tako da absolutno je gospod popolni. Ampak kaj je pa z gospodom pravim? To je pa majčkeno drugo vprašanje. Res je tako, kot je tudi Nuša rekla, absolutno se vsi verjetno oblikujemo tudi skozi odnose. Ampak, ko je prva knjiga nastala, leta 2015 se mi zdi, takrat sem upala in sem si želela in mislila, da sem ga spoznala. Tisti, ki ste že takrat, ko smo bili skupaj, verjetno se spomnite Milana, v katerem sem res si želela vse povedati, ker se mi je zdelo, da je to pa to in do konca življenja bo to. Pa vidite, da se ni čisto krasno izteklo. Sva imela pa eno krasno obdobje, lepo sva se imela, no in takrat, ko sem njega spoznala, sem si želela to deliti s svetom. Predvsem zato, ker se mi je zdelo, da te kolegice, s katerimi smo se takrat udružile, so nekako ugotavljali smo, da ne poznamo načina, kje bi tega gospoda sploh iskale. Ne, da bi ga našle, ampak da v bistvu, da narediš tisti prvi korak, da greš vsaj s kom na kavo. No in takrat se je meni to zgodilo preko interneta, preko spoznavnega portala in še danes, ko povem, da še danes prisegam na internet, moram pa reči, da so časi drugačni, kot so bili 10 let nazaj, res drugače, kot je bilo, ampak se še vedno da. In želim z vsemi, ki si želijo stopiti na pot in mogoče spoznati nekoga, da izberejo to opcijo. Pač eno od možnih opcij, tudi internet. Zakaj? To veliko piše v knjigi, mogoče se komu zdi, to je pa vse brez veze. Res, v današnjem času je res še vse bolj na glavo, kot je bilo takrat skoraj 10 let nazaj. Ampak glejte, med neko količino ali pa med nekim velikim številom, statistično vemo, da lahko upamo na koncu na uspeh. A je tako? Med neko veliko količino zagotovo nekaj na koncu rata. In to se dogaja na internetu. Je pa treba biti zelo, zelo, zelo pozoren pri spoznavanju, zato ker se na internetu dogaja marsikaj. Saj se tudi v živo dogaja, ampak na internetu je pa tega zelo veliko. In za uvod bi vsem, ki stopate na to pot, priporočila eno od teh možnosti internet. Druga možnost, recimo taka naša srečanja, ampak bom prosila, da se malo potem na koncu pominglate, ne da ostanemo vsak pri svojemu, ampak mogoče rečemo kakšno besedo s kom. Če mogoče kdo pozna Dana Podjeda, zadnje čase se kar veliko pojavlja po teh medijih, on pravi, da danes gleda že čuden, če k komu pristopaš recimo na avtobusni postaji, pa mu reče že, kako si pa kaj ti te gleda, pa je s tabo vse v redu. Tako da drugi časi so res drugi časi, zaprti smo in gledamo te svoje ekrane, drugače kot je bilo. Ampak ena od možnih poti so tudi, srečanja, si to vedno rečem, da se z vozičkom zaletavamo v trgovini v koga, pa ga mogoče potem na koncu srečamo, pa še en kup enih drugih možnosti je, kjer lahko koga srečamo, ampak internet je meni še vedno najbližji.
kje lahko danes, oziroma kaj si želim podeliti z vami. Tako, ko kolegico vprašam, ti, a veš, meni pa ti moji odnosi ne grejo glih najboljš, kako ne jaz potem to ljudem razlagam, ne, da Gospod pravi obstaja in da ga lahko najdejo in tako. Se mi noben bo verjel, ne. Prav ma ne se ne sekiri, ti si moja najboljša terapeutka, ti kar govor naprej. Sem rekla, ok, hvala. No, pa sem pa Milana vprašala, sem rekla, ti Milan, sva prijatelja, se tako slišva in tako, sem rekla, ti Milan, daj prosim povej, kako ne jaz ljudem razlagam, da obstaja Gospod pravi, če ga jaz nimam. Je rekel, veš kaj, ti se sploh ne sekiri. Tudi trenerji, recimo fuzbala, niso bili najboljši igralci, pa so lahko najboljši trenerji zdaj. Sem rekla, hvala ti. Tako da poskušam vse tako moram povedati, no, da mislim, da mi gre dobro to, kako kje koga srečati. Ne gre mi pa najboljš to, da v zvezi vstanem. Tako da, ker sem večkrat tečkana in sitna in samosvoja in velikih kar pobegne, ampak mislim pa, da tako, potencialno pa imam občutek, no, za kave mi pa ni problem. Tako da, če bo kdo rabo kakšno spodbudo, kako na kavo zagotov, malo se heca, malo pa tudi ne. Je pa tudi resno, da v vseh obdobjih življenja nismo enako pripravljeni na partnerja, a je tako. Nekateri tukaj niso samo samski, nekateri ste v vezah, v dolgoletnih vezah in tudi lepe odnose živite. Nekateri so samski, nekateri želijo ostati samski, si sploh ne predstavljajo nekoga v svojem življenju, različni smo. Ampak tisti, ki si ga želite, jaz vam želim, da skočite in da verjamem, da boste preživeli brez skrbi. Ljudi danes, ki jih srečujemo, marsikaj srečamo. Bi tudi z vami, to ni napisano v knjigi, bi z vami podelila, pa toliko, da boste vedeli, kaj se vse dogaja na teh zmenkarijah. V glavnem, pol leta nazaj, oziroma januarja, sem enega fanta spoznala, pa smo se imela zelo lepo. Je bilo pa to obdobje, tako pač, ko je moj oče odhajal, in se mi je zdelo, da rabim neko sprostitev, pa ne, ampak ves čas sem imela v glavi samo to njegovo odhajanje. No in sem rekla, če se moram prijaviti na portal, samo to, da preusmerim misli in sem res takrat, decembra oziroma novembra, sem se že prijavila in potem januarja nekoga spoznala. In sem mislila, da je vse super in fajn, in da se malo čudoviti in vse krasen, vse veste, kako je to, ne. No, in potem je pa on se po pol leta odločil, da pa jaz mečkam predaleč od njega stanujem. Tako da bodite pozorni, ko stopate na to pot, na tisto vašo intuicijo. Ženske, drage moje, imamo zelo razvito intuicijo in dajmo si dovoliti to videti, to čutiti. In če se vam bo zdelo že na začetku, ko boste začeli nekoga spoznavati, da nekaj ni, dajte si prisluhniti. Ker v bistvu potem, kar ostajamo v nekih odnosih, res si mažemo oči in kar z glavo, ko biki, se pravim, kad tisti sploh ne vidiš, ampak ti bi samo se poročil, pa imel ne vem kaj. Teh znakov pa sploh ne vidimo. Tako da potem, ko sem razmišljala o tem, kako je bilo, kaj se je spotoma v tem času dogajalo, marsikaj se je videlo. Samo jaz nisem videla. Ne, da nisem hotela. No, potem pa lahko iz teh spoznavnih zmenkov povem še kakšno anekdoto. To ni napisano v knjigi, predvsem zaradi tega, da vas ne bo skrbeli, če se boste podali na to pot. Lejte, kdaj je tako smešen, da sploh ne veš, ali je res ali ni res. Ko greš na zmenk in potem prideš na zmenk in ta gospod je že skoraj kavo spil, pa si točen, ne? In potem ostane 15 minut s tabo na zmenku in reče, joj, veš, moram smučati. Tako da, če bo potem še enkrat poklical, lepo prosim, lejte, pa gospode bom vprašala, tist, ki želi biti z vami, po 15 minutah nikamor ne bo šel. Tudi, če mu karta propade. A prav? Lahko kakšen komentar, se lahko gospod, lahko gospa, se nima veze na to mojo izkušnjo. Da po 15 minutah nekdo pobegne. Da je športnik. Je tako zagrizen športnik, da ne more. Zakaj o tem govorim?
Bravo, ja, točno to, ja, čim prej. Ampak če si upaš priznati, ja, tako. No, in teh znakov je kar nekaj, no, tako da bote res, lepo vas prosim, bote pozorni in zgodb teh mojih gospa je res kar nekaj, no. Potem se zmeni, recimo, ne vem, se zmenita za kavo in potem naslednji dan zadnjo minuto odpove in potem pokliče, da veš, oprosti, ne vem, imel sem službo, ne morem iti s tabo na sprehod, lahko greva pa na kavo. No, mislim, kar nekaj, a veste, daj bodite pozorni, pa še nekaj moram povedati, to se ne dogaja samo gospem, to se dogaja tudi gospodom, tako da ne bi mislila prav, da ste vi kaj izvzeti, marsikaj je, a ne, marsikaj se dogaja. Tako da, se pravi, dajte vklopiti, no, ko se boste lotili spoznavanja, tisto, kar se želi, dajte vklopiti intuicijo, pa opazujte dejstva, pa izklopite tisto iluzijo, ker jaz sem mislila, da pol, ko si starejši, a ne, ko imaš čez 50 recimo, ali pa pol, pri 70-ih, pri 80-ih, sploh nima veze, ampak da si že kaj tako bolj pameten, pa da imaš kakšno izkušnjo, ne, že za sabo tako, pa da te malo strezelna, ampak ni čisto tako, ne, še vedno si kar naiven, pa kar nekaj čakaš, tako da, ampak dajmo kdaj malo razum vklopiti, no. O tistem receptu, ko sem govorila, ja, tukaj je tudi nekaj gospa, ki sicer so poskušali temu receptu slediti, ampak recept ni bil uspešen. No in pa sem vprašala, in zakaj zdaj to ni uspešen, sem rekla, veš, tako je, ne, ti tudi, ko dobiš recept za, ne vem, neko juho ali pa, ne vem, potico, ne, saj ni nujno, da ti vedno rata, je tako, ampak moraš pol še enkrat probati, ampak nek recept obstaja, zagotovo ne moreš z gobami skuhati sadne kupe. Ne? Mislim, a je možno? Jaz ne vem, če je to možno. Tako da, ok. No, pa še ena stvar, ki se mi pa ne dolgo časa nazaj zgodila, ker sem si rekla, zvečer sem bila z enim gospodom zmenjena, nekaj čez 9, ker jaz ponavadi takrat že spim. Pa se tako nekaj oblačem, pa sem rekla, joj, kaj meni tega treba. Tako da res, lepo vas prosim, teh izkušenj, ki se podate na to pot, je ogromen. Če bo kdo še kakšno želel, vprašajte mene, vprašajte te skupine, ki se družimo, ampak res je na koncu tako prav malo tragikomično, da ne veš, ali bi smejal se ali bi jokal. Tako da, ampak pejte naprej, verjamem, da bomo preživela, ne, vse to. Tako da bi imel mogoče kdo glede vsega tega kakšno vprašanje ali pa ne vem, lahko vprašate kaj. Ma kdo kakšno tako izkušnjo, ko bi jo podelil z nami? Ali pa recimo tukaj jih je tudi nekaj, ki ste že v dolgoletnih partnerstvih, verjamem, da je bilo marsikdaj zelo lepo, mogoče kdaj tudi majčkeno manj lepo, da kdaj bi človek izstopil, pa ne izstop, pa potem se vpraša, zakaj nisem, pa se potem vpraša, zakaj sem, a ne, en kup vprašanje. Tudi ponavadi pa rečem, no, da moja babica je bila stara 94 let, in ko sem jo vprašala, če bi kaj spremenila, saj veste, se vsak bi nekaj, ne, ampak je rekla ne, da generalno je zelo zadovoljna s svojimi odločitvami. In jaz si tako mislim, ne, da tudi moja mama reče večkrat, da ti ne bo kdaj žal, da česa nisi naredil. Ker verjamem, no, da življenje je to kratko, to 1 sekunda, 20 let nazaj smo praznovali od mame okroglo, zdaj že a veste, tako gre, sploh ne dojamaš. In ko čakaš od petka do petka, halo, kaj čakaš? Ne. Tako da se vemo, ne, kako je. Tako, a je kakšno vprašanje mogoče? A bi kdo kaj povedal, bi kdo kaj z nami podelil? V glavnem, gospod pravi obstaja, ima kdo kakšno vprašanje? Kje je? Kje je? V receptu. A vam ga zaupam? Sej ne vem, če ga znam na pamet. V glavnem, en kup kav, da vzameš res to kot projekt, da vzameš si čas za to, smešen se sliši, kaj projekt, ampak ne, sej hišo tudi ne kupaš kar čez noč, ne. Človeka pa izbereš kar spotoma, pa pejva, ne, pa bo vam naslednjih 70 let skupaj, pa kar bo, pa bo, ne, pa je, kar je. Tako da verjamem, no, da se pravim, gospod
pravi obstaja. Kaj pa to pomeni gospod pravi, ne? Ni gospod popolni, tako kot je ta, ne? Ampak gospod pravi je tisti, ki se znajde v našem življenju v tistem trenutku. In še na koncu življenja bomo vedeli, je bil res tisti gospod pravi, s katerim sva šli čez marsikaj skozi. Veste, vsi tisti, ki ste v dolgoletnih vezah, čez kaj vse treba iti, na kaj, kdaj pristajamo, ne? Je pa resno, da dajmo klopiti zdravo kmečko pamet, pa do nekih meja si dovoliti, sami pa vemo, do kam, ne? Lahko pa do kam ne. Kje so te meje presežene? To pa tudi vsak ve, če si upa to priznati sam sebi. Se sploh ni problem svet, se smo mi, a ne sami sebi. To resnico, ki si jo ne priznamo, delamo največ. Koristi zagotovne, no. Zdaj bi pa eno gospo prosila, da bi z nami podelila svojo izkušnjo. Toliko sem bila vesela, ker me je poklicala seveda slučajno, ne. Drugače je moja zavarovalna agentka in to je najbolj prijazna oseba na svetu in če rabite zavarovalno agentko, ki ne teži, je to ona. Tako da ona mi kliče sam za kakšne take stvari, no, ampak drugače pa čist nenaporna. Ampak smo se spoznali ne preko tega, ne, ampak čist po drugi poti in od trenutka, ko smo se spoznali do danes, se je njeno življenje kar zelo spremenilo. Ne zaradi naših druženj, ampak zaradi nje. Tako da Tanja, jaz bi te prosila, da prideš sem. Najlepša hvala, Katja. Ja, to je pa naša Katja, ki za nas vedno tako lepo skrbi. Ja, midve se res že dolgo poznava, ne, jaz sem bila na odklopih, na predavanjih, še na odklopih in tako naprej. Vedno ne samo zadovoljna, ampak tudi zelo srečna. Hvala. Ko sem bila s tabo, ne. Ves ta čas, ne, sem pa imela odločitev, da ne bom sama na koncu, ne, da se želim tudi poročiti. Ko sva se srečali, verjetno sem bila sama, ne. Ja. No in potem sem jaz res, to je bila odločitev, to je bil tako, kot si ti rekla, projekt. Jaz včasih celo rečem, to je tako kot nakup avta, je treba iti na veliko testnih voženj, ne. Ne, treba vztrajati in to se mi zdi zelo dobro, ko imaš 10 korakov, to se pravi prvi korak, ampak je treba kar korakati, marširati, ne. Tako da, no, jaz sem se potem, sem res našla partnerja preko ženitne posredovalnice, ne preko interneta, prav konkretno preko ženitne posredovalnice in sva se začela družiti, tako res lepo, razdalje je bilo tudi 130 kilometrov, no, tako in potem, ko je zdaj 2 leti nazaj, se moj partner upokojil, se je priselil k meni v Ljubljano in sva se poročila. To je bila v bistvu res odločitev, takoj, ko začutiš, da ni izgovorov, da ni pozabil telefona v avto, da ni pozabil telefona ne vem kje, pa da si je šef nekaj zmislil. Pač, ko vidiš, da tega ni, da te spozna svojo družino, jaz njega z mojo, ne. In to je bilo potem kar, seveda, veliko prilagajanja, veliko, ne, seveda normalno, ne, vsi vemo, kako je noben, vsak ima svoje finte, ne, ampak v bistvu gre za odločitev, kaj si želiš v svojem življenju, ne. Tako da jaz lahko samo priporočam, treba vztrajati, zdaj, če je bil nekdo čuden, zakaj bi ti, če je nekdo bil čuden včeraj, zakaj bi še ti danes trpel zaradi tega? Ne, pozabiti, pa iti naprej, pa vztrajati. Tako, seveda, tisti, ki si to želi, ne, tako kot si rekla, tisti, ki si to želi, ne. Zdaj, najbolj pomembno je, da to vmesno obdobje, ko smo pač brez, preživimo čim lepše, a ne, ampak mogoče pa je res končni namen, da smo z nekom skupaj, a ne. Tako. Hvala, Tanja. No, še to bi povedala. Res, ta moja odločitev je bila res zelo, res močna. No in potem, recimo, lani potem v službi so kolegi se kar čudili, Tanja, ti se boš res poročila? Sem rekla, ja. No in potem je rekel kolega, ja, kdaj si se pa ti odločila, ne, da se boš
poročila. Sem si rekla, ja, takoj, ko sem se ločila. Hvala ti, ko si prišla, res hvala. Hvala, Tanja, hvala. Tako da, res, vse veste, ne, beseda odločitev, če jo razdeliš na dva dela, ne, je od, ločiti se od. In od nečesa se je treba ločiti, če se za nekaj odločiš. Ne? Tako da hvala, Tanja, ki si podelila. Tanja me klicala 2 dni nazaj in sem bila tako vesela, da bi jo poslal nekdo, ne? In hvala za te spodbudne besede. Tako, a bi mogoče kdo kaj povedal, kdo kaj povprašal, kdo kakšno svojo izkušnjo z nami podelil? Prav, potem pa ima pa kar naprej. Kako naprej, a ne? Dajmo vklopiti zdravo kmečko pamet, vero in odprto srce. Veliko teh srečanj zdaj v zadnjem času z gospodi, z gospemi, so rekle, a ne, da si ne upajo več skočiti v vodo, ker je to toliko bolela, ne, da tega enostavno, ena gospa je rekla, da njej bo počlo srce, da če se ji bo še enkrat to zgodilo. Sem rekla, lej, zdaj vsak sam se mora odločiti, a ne, ker ko stopiš na to pot, res kdaj boli. Samo tako na pol v nekaj stopiti, pa tudi rezultat bo tudi na pol, a ne. Tako da tisti, ki si želi, ne gre v to 100% in verjame in odpre srce. Res je zelo pomembno, tako kot smo že na začetku rekli, no, da res stopite na to pot samo, če tako čutite. Nikakor ne nasilo, nikakor ne zaradi okolice. Samo zato, če vi res to čutite in si tako, kot je Tanja rekla, tega želite. Karkoli se zgodi, boste preživeli. Če ne drugače, ko poveš prijateljci ali pa prijatelju ali pa ne vem, znancev, komorkoli, a ne, ko podelimo stvari, verjemite, je veliko lažje. Pa marsikdo med nami ima zelo podobne izkušnje, o katerih ne govorimo velikokrat. Govorimo, ja, takrat, ko je vse lepo, pa ko je Gospod pravi ob tebi, kaj pa takrat, ko ga ni? A ne? Tako da, no in pol tukaj za na koncu sem pa pustila, moj prijatelj pravi, joj stara, ne se kjeri se, 16 ur bo minil, pa gremo naprej. Pa še rekel, veš kaj, nihče, se to je še z ene pesmi, če se jaz ne motam, ne se sekirati, nihče ni vreden tvojih solz. Tako da, ko imate prijatelje, no, kakšne take, da vas malo v tistem najhujšem malo spodbudijo, pa rečejo, pejte naprej, vse bo v redu. Pa še eno zadevo bi povedala, jaz verjamem pač v neke te sile in verjamem tudi, no, da nam nekoga odmakne s poti za to, da se lahko nekdo drug približa, da odpre vrata drugmu. Tako da lepo vas prosim, tako gospodje kot gospe, ne teči za tistimi, ki bežijo pred nami. Ker nikoli se za vetrom se ne teče, ker ga ne boš ujel, vedno ti bo šel. Pa res smo si zaslužimo oziroma lahko si toliko zaupate, da smo vredni, vsak med nami. Tistega, da si bo želel z nekom se zbujati, da ne boš spotoma zavil, ne vem, ali v gostilno, ali pa ne vem kam, ali pa za delo poprijel, se nima veze, samo zato, da boš čim kasneje doma. Ker dom ne bo pač zavetišče, ne bo varen pristan, nikakor pa ne mesto, kjer se dogaja marsikaj. In dajmo si tega zapomniti, ker še enkrat življenje je res toliko kratko. Zdaj, če bi me kdo slučajno rabil, grem lahko z vami na pot. Zdaj je pa 1 minuta EPP-ja, pa bom šla čisto na hitrico čez, prav? Ampak to, da veste. Če bi mi kdo rabil, gre lahko z mano na pot, pa ne samo z mano, s celo skupino. In eno Barbie moja mi pomaga pri tem, no prav, eno blagovno znamko začni, ker drugače ne bo nič. Rekla, Barbie bom, kaj ti misliš o agentki za ljubezen? Barbie prav, super, gremo. Okay. No, tako da veste.
Malo za hec, malo za res. Tako da, ampak zdaj pa resno, no, tisti, kdor je samski, vezanih ne sprejmamo. Vezani ne pridejo v to skupino. Ampak brezplačen Zoom zmenek imamo za samske, če bi kdo želel, 30.12. ob 8. zvečer, lepo prosim, krasno se imamo, daleč iz ene druge države se še celo z nami povežejo, ne? Lahko povem, iz Belgije en gospod se z nami poveže, kdaj pa kdaj. Potem bomo imeli hitre zmenke v živo, vpis v bazo samskih, delavnico v spletnih zmenkih, pa en program z garancijo. Tako da res tega je kup, ne bom vam o tem govorila, ker danes imam, ampak sam toliko lepo prosim, da veste, da niste sami, če ne boste s knjigo zadovoljni, pridite pa še kam, ampak zagotovo bo že knjiga dovolj. No, in za konec. Ne pozabiti, lepo prosim, ne pozabiti, da ne iščemo druge polovice, zato ker smo že celota. Ne iščeš polovice, da te bo sestavila in da boš postal cel. Ti si celota in lahko rabiš samo nekoga, ki boste skupaj plula, mogoče celo vsak v svojem čovnu, varno, ne naprej. In vzemite si čas zase. Nekaj 3 priporočila. In sicer, kadar imate le možnost, pejmo v gozd, sezujmo čevlje in se povežimo spet s to našo zemljo. Ker nas kdaj pa kdaj, ti interneti, vse to nas kar odpihne nekam, ne vem kam, in nas je res škoda. Tako da povežimo se s sabo, svojim bistvom. Drugo priporočilo. Miha Kramli, če ga mogoče poznate, no, on tudi zelo veliko v bistvu vodi to ambulanto za odvisnosti za mlade v Novi Gorici in tudi govori, kaj bi naj bilo eno od rešitev oziroma pomagal, da bi se z ljudmi bolj povezali. Da preživimo vsaj 2 kvalitetni uri na dan. To ne pomeni, da bom jaz, z nekom sedela 2 uri, pa se pogovarjala vsak dan 2 uri, ampak da če sva že skupaj, bodva kvalitetno skupaj, drugače nima nobenega smisla. Vsak s svojim telefonom, pa vsak s svojimi mislimi. Ampak dajmo se kvalitetno povezovati z ljudmi, če se spomnimo tudi na ono harvardsko raziskavo. In še priporočilo številka 3. Prosim vas, lejte, vse te delavnice, ki jih imamo, ki jih imam jaz, ki jim sledite, na katere hodim, na katere mogoče tudi kdo med vami hodi, dajte vklopiti svojo, še enkrat rečem, zdravo kmečko pamet. Dajte raziskovati, dajte se učiti. A se spomnite Jane Fonda, ko smo vsi noreli in bili čist blesavi na tisto aerobiko? Jaz sem delala kar nora, 20 let sem učila aerobiko in smo skakali kot norci, pol na koncu me sam kolena še bolela, ampak malo za šalo, malo za res. Krasen je, šport je super stvar, vsak po svojih zmožnostih. Zdaj mečkam karikiram, ampak boste razumeli, o čem govorim. Jane Fonda v bistvu je ves čas, pa ni fora zdaj v Jane Fonda, fora je v tem, da ves čas nekaj beremo, nekaj slišimo, kako je vse super, krasno, bajno, potem na koncu pa razkrije resnica. Ne vem, postava ni bila ravno plod samo vadbe, ampak še česa drugega. Ne gre za Jane Fonda. Govorim samo o tem, da vse tisto, kar vidimo, ni nujno vse tako, kot zgleda. Tako da dajmo vklopiti razum. Tudi če se zdaj, ne vem, k samomorom obrnemo, ko gledamo krasne, čudovite slike na internetu, Facebookih, Instagramih, čez par dni pa ta človek odide, ker nobenemu med nami ni jasen. Hočem reči, lejte, življenje je drugačno, kot je v medijih. Tako da daj raziskuj, opazuj, uč se, išči rešitve, vse, ampak dajte sebe poslušati. Kadarkoli, kakorkoli, mi smo tisti, ki bomo živeli naše življenje, ne moj sosed, pa ne vem, še kdo. Tako da zdravo kmečko pamet, razum, ki te bo vodila po tvoji poti naprej. Ne po sosedovi, ne po od šefa, ne od mame, ne od nikogar. Tako da tokno za spodbudo, za vse tiste, ki se boste odločili in stopili na pot iskanja. Iskanja ali gospoda pravega, lahko tudi gospoda popolnega, tako da
vemo, ne, kako to zgleda, kar nekaj preprek bo verjetno na poti, ampak tisti, ki si želi, tako kot je Tanja rekla, zagotovo bo enkrat ta cilj svoj dosegel, če je to resnično tisto, kar on čuti in kar si želi. Zdaj bi vas pa res prosila in povabila s kakšnim vašim vprašanjem, s kakšno vašo mislijo za konec, ker vidim, da se je že pripravil naš muzikant, če temu tako lahko rečem, naš Mark, tudi naša spremljava leta in leta, bom povedala potem, ja, tako. Bi mogoče kdo kaj povedal, podelil z nami, s celo skupino, mogoče kakšno svojo izkušnjo, kako on vidi to. Imeli potem več časa v tem neformalnem druženju, a nekaj tema taka težka, zapletena. Tako. Prav, potem pa Marka te lahko povabim, da nam eno zimsko zaigraš. Kaj zdaj? Je rekel, da moram biti tih, pa ne vem zakaj. Pridi, Mark, sem spredaj. Kar zdajle, ja, čist na koncu si prišel. Mark je en krasen fant, hodi na vse te naše dogodke že kar nekaj let in tudi on je poklical, je rekel, Katja, lahko pridem pa nekaj zaigram, se nekaj, Mark, ti vedno, ti sam prid in z nami podel eno pesemco zimsko. Pridi. Boš tukaj?
Najlepša hvala, Mark. Mark, najlepša hvala za tvoj prispevek. Mark pride od zelo daleč, no, in vedno na teh naših dogodkih nekaj za nas zaigra, tako res iz duše, tako prijazno in res, Mark, hvala ti, ko si prišel in podelil tole z nami. Tako, potem bi bilo pa to za ta prvi del, za ta uradni del res vse. Jaz bi se vam iz srca zahvalila, ker ste prišli na to sobotno popoldne. Hvala, ker ste tukaj, nikakor še ne odidete, zato ker nas zunaj čakajo neke dobrote, tudi nekaj za popiti, mogoče da se malo podružimo, malo pogovorimo, kakšno rečemo, izmenjamo